Cenjeni in spoštovane, dobrodošli v novej epizodi stalne ponedeljkove prakse, Antikviza. Živjo, Ajda. Živjo. Ja, dobro jutro. Danes se spodobi nepravično, da zaključimo še mi olimpijske igre, ne? Ja, sicer smo zadnja 2 tedna imeli kar nekaj olimpijskih kvizov, tudi 2 olimpijska antikviza, danes pa vse skupaj zaključimo oziroma končamo še z eno tako krovno tematiko, v Italijo gremo. Italijanski ošvrk. Ja, 5 podatkov o naši zahodni sosedi, kot se z nucano floskulo reče, državi na Apeninskem polotoku, kar je še ena znucana floskula. Torej, Italija, 4 podatki držijo, eden ne, kateri? 0, 475 2202, to so podatki o Italiji. Listen very carefully, I shall say this only once. Prvi. V Benetkah izdajo dovolilnice za gondoljerje le tistim, ki imajo priporočilo enega od gondoljerjev, ki se upokojuje, zato na leto dobijo le 3 do 4 nove gondoljerje. Drugi podatek. Roko je bilo ime kužku, ki je v bližini Pize našel najtežji tartuf doslej. Tehtal je več kot 1,5 kg, njegova vrednost pa je znašala več kot 300.000 evrov. Tretji podatek. Stendalov sindrom je slabost in omotica, ki jo posameznik lahko doživi med občudovanjem neznanskih lepot, kulturnih lepot v Firencah. Četrti podatek. Na območju templja, v katerem so umorili Julija Cezarja, je danes zavetišče za mačke. In še 5. zadnji podatek. V mestecu Falciano de Masico v bližini Neaplja je župan z občinskim odlokom prepovedal ljudem umreti. 0, 475 2202, kateri od 5 podatkov ne drži. Nič 1 475 2202, telefonska številka Vala 202, ki jo je najprej poklicala Andreja. Dobro jutro, Andreja. Dobro jutro. Ponovadi vprašam, ali ste že bili, ne, pa v tem primeru najbrž nima smisla. Ne, mislim, da ne. Ampak nisem bila pa nekje daleč, bila sem tudi čez mejo. Nisem bila pa, ne vem, na jugu ali pa kjerkoli. Recimo v Falciano de Masico tudi niste bili? Ne vem, kaj to je. Eden od podatkov. Aha, ja. To mestece, kjer je župan z odlokom občinskim prepovedal ljudem umirati. Ne, ni to namik ali kakršnokoli zavajanje. Se boste kar sami odločili, a ne? Ja, jaz bom, ne vem, nisem mogoče za ta prvega. Dobro ste mislili. Do Benetk ste že prišli, predvidevam. Ja, to pa ja. Ja. Kaj ga je izdalo, Andreja? Mogoče številka, da je premalo. Ne, podatek načeloma kar drži v večji meri, ne, samo... Ja, eno manjšo podrobnost sva spremenila. Podrobnost, ja, tako. Kar znam podatek je, da po kanalih Benetk danes predvsem turiste prevaža okrog 400, lani uradno 433 gondol s pooblaščenimi gondoljerji z izpiti mesta Benetke. Značilnost črne gondole je, da jo poganja veslač z veslom, ki ni pritrjeno na trup, hkrati je pa to veslo tudi krmilo, in če včasih po beneških kanalih vozilo na tisoče veslačev, je danes pač, smo rekli, koliko ne, manj. Ja. Zato, da postaneš gondoljer, je namreč potreben izpit, praktičen in teoretičen del, 40 ur traja, ob tem moraš spoznati osnove pomorskega prava in umetnostne zgodovine, končano moraš imeti osnovno šolo, biti polnoleten in imeti potrdilo o znanju plavanja. Torej, nikakršnega priporočila upokojenega gondoljerja. Tečaj pa vseeno stane okoli 800 evrov, sprejmejo pa le toliko novih kandidatov in ta del podatka drži, kolikor starih odide v pokoj. To pa je prav zares od 3 do 4 na leto. Ja, res malo, ne, Andreja? Očitno ni velike tega, nobene da odpovedi. Ja, zato ker je... Statistični so res tam.
tisti, ki so res tam, ker je povprečna plača gondoljerja, pač verjetno odvisno od števila voženj, ki jih opravi, ampak pravijo, da povprečna je okrog 150,000 evrov na leto zaslužek. Tako da... To se pa pol že splača, ne? Ja. Je lušno si, na zraku si. Ja. Se pa trudijo, no, da bi Andreja Balbio je predsednik Združenja gondoljerjev in pravi, da je namen izobraževanj novih gondoljerjev dvojen, zagotoviti prevoz ljudi, ne, na nek način po tistih kanalih beneških, pa hkrati ohraniti kulturo in tradicijo tega poklica. Tako da, ja. Andreja, čestitke. Hvala lepa. Hitro smo danes zaključili. Pustite podatke v režiji pri Luku, midva pa... Prejšnji teden smo igrali do konca, samo povem, mogoče si ja, ti statistično izgubljam, kot se z lepo slovensko besedo pravi, mojo. Andreja, lepo zdrav, vse slišimo. Ne? Lep teden. Drugi podatek, Roko, pes mešanček, Kuža. prav zares natreniran za iskanje tartufov, je v toskanskih gozdovih v bližini Pize prav zares našel 1,5 kg težkega belega tartufa. Iskalec in preprodajalec tartufov Luciano Savini je takrat dejal, da je moral psa privezati, ker je bil tako razburjen. On je pa potem s pomočjo očeta več kot 2 uri kopal 80 cm v globino. Ja, da je prišel do zaklada, ob katerem je bil pa on verjetno zelo razburjen, ne? Ker ga je potem tega tartufa prodal za neverjetnih 300,000 evrov. Tartuf tisočletja. Tako smo takrat rekli v italijanskih medijih. Stendhalov sindrom. Poznaš? Ja, Nekje. Pa sem si ogledala tudi Firence že večkrat, pa doživela ga pa nisem. No. Ja, Stendhal ga je kot prvi opisal ob svojem prvem obisku Firenc leta 1817 v svoji knjigi Neapel in Firence, potovanje iz Milana v Reggio, je takrat zapisal: Bil sem v nekakšni ekstazi od ideje, da sem v Firencah, blizu velikih mož, katerih grobnice sem videl. Potopljen v razmišljanje o vzvišeni lepoti, doživel sem izkušnjo nebes. Vse tako živo govorilo moji duši. Ah, če bi lahko pozabil, srce mi je razbijalo, življenje je izteklo iz mene. Hodil sem s strahom pred padcem. Ja, občutek, ki ga 1,5 leta po njegovi smrti so ga poimenovali Stendhalov sindrom, gre za posebno psihosomatsko stanje, ki vključuje pospešeno bitje srca, omedlevico, zmedenost, včasih celo halucinacije. Vse to pa je posledica prevelike izpostavljenosti predmetom ali pojavom velike in velike lepote. Ja, psihologi so sicer dolgo debatirali, se pregovarjali, ali gre pri vsem skupaj res za kako posebno obliko motnje oziroma stanja, pri čemer so pozneje ugotovili, da so učinki prevelike lepote za nekatere posameznike res tako hudi, da zahtevajo celo zdravniško pomoč, in v firenški bolnišnici Santa Maria Nuova tako pogosto sprejmejo še danes turiste, ki omedlijo ob ogledu kipa Davida, pa umetniških del galerije Uffizi in drugih toskanskih lepot, in prav na podlagi več 100 primerov halucinacije, tako psihiatrinja Graciela Magherini sindrom podrobno opisala in tudi poimenovala po izkušnji Stendhalov oziroma tudi firenški sindrom po mestu, kjer ga ljudje najpogosteje doživijo. Sta pa še dva od njih, da je drugič pariški sindrom, pa jeruzalemski sindrom. Zdaj pa od mest, tako. K Juliju Cezarju. K mačkam. Od vseh k mačkam, tako. Julij Cezar je bil leta 1944 pred našim štetjem umorjen v Pompejevem gledališču na območju Largo di Torre Argentina v Rimu. Lahko bi mu rekli po naše trg srebrnega stolpa. In tistega dne, 15. marca, je senat tam zasedal zato, ker so prenavljali forum. Skratka, Cezarja so obstopili senatorji in ga 23krat zabodli.
Ja, morda se spomnite tistega znamenitega et tu brute, ne? Tudi ti brut. No, danes so pa na tem mestu rimske ruševine, ostanki 4 stavb templjev, ki so postale znane kot zavetišče za mačke. Za 100 mačk tam skrbijo prostovoljci, jih hranijo, negujejo, sterilizirajo, kar je dejansko zanimiva situacija, ne? Kako se neki vidni ostanki antike zgodovine prepletajo s sodobnim mačjim zavetiščem. Pa še en zanimiv pristop nama je ostal. Sicer ne vem, ali so ta odlok potem razveljavili, so pa našli še kar nekaj posnemovalcev po Italiji in tudi drugje. Falciano del Masico, majhno mestece v južni Italiji, kakšnih 50 km od Neaplja, in leta 2012 je občinski svet na predlog župana sprejel sklep, da ljudje ne smejo umreti zaradi pomankanja prostora na pokopališču. Župan je predlagal formulacijo, da ljudje ne smejo zapustiti meje tuzemskega življenja in oditi tja čez, razlog pa pomankanje prostora oziroma spor s sosednjim mestom Mondragone, še iz leta 1964. Obe mesti si namreč lastita prostor, kjer stoji zdajšnje pokopališče, in širitev zaradi tega spora ni mogoča. Ker je bilo treba dobiti soglasje obeh mest za širitev, ne? In enega pač ni dalo. Zato je župan začasno, dokler ne zgradijo novega pokopališča, prepovedal umiranje, ne? Pomembno, tiste, ki kršijo mestni odlok, morajo pokopati prav Mondragoniju, kjer pa tudi zaradi tega spora prebivalcev Falciana del Masica računajo 2 ali 3-krat več kot svojim, torej kot domačinom. V bistvu je pa šlo torej za spor med 2 mestoma, župan je pa hotel s to akcijo prepovedi umiranja opozoriti javnost na problematiko pomankanja prostora za širitev pokopališča. In pritisniti na sosede. Tako, hvala za sodelovanje v tokratnem antikvizu. Se slišimo prihodnji teden.